Po vsem svetu so čedalje bolj priljubljeni majhni bivalni prostori. Vse več ljudi se odloči za nakup garsonjere ali manjšega stanovanja v strogem središču mesta, ki pa je rezervna enota, medtem ko je dom ustvarjen nekje drugje. Čeprav se v takšnih stanovanjih ne prebiva veliko časa, nekateri lastniki poskrbijo za poseben šarm njihovega bivalnega prostora. Neverjetno, kako se lahko človek tudi na borih 25 kvadratnih metrih počuti kraljevsko. Poglejmo, kako je to uspelo lastniku, ki se je večine del lotil popolnoma sam. Lastnik stanovanja, ki živi v tujini, pri urejanju ni iskal pomoči. Vedel je, kaj si želi doseči. Eleganten in prefinjen bivalni prostor, v katerem z užitkom preživi nekaj koncev tedna na mesec. Načrte je pripravil sam, prav tako je usmerjal delo delavcev in si opremil stanovanje po lastnih željah. Kuhinja in nekateri elementi v dnevni sobi in kopalnici so izdelani po meri, večino pohištva pa je kupil kar po spletu. A je res, da ste tako rekoč vse naročili prek spleta, vse, kar vidimo zdaj? Ja, večinoma v 80% sem naročil preko spleta, ker je tak čas, da je to mogoče. Zanimivo, ker kadar človek naroča prek spleta določene stvari, do konca ne more zares vedeti, a bodo stvari skupaj res pasale, ne? Ja, tudi sam nisem mogel verjeti, da bo tako dobro izpadalo. Veliko je bilo ugibanj, bo, ne bo, ampak so na internetu neke tiste mere, ki na koncu tudi držijo in je pol pasalo. Recimo nočne svetilke težko dobi s tako dolgim kablom in da vse paše v prostor, tako kot se spodobi. Kaj pa, ko je šlo za primerjavo nekih tekstur ali barv, a veste, ene stvari, kako funkcionirajo, vidiš šele, ko jih prineseš v stanovanje. Tega niste mogli, če ste delali vse po spletu. Ja, tega res nisem mogel preveriti, vendar s kakršnim delom se ukvarjam, sem si znal predstavljati vnaprej malo in se nisem tako bal za naročila. Glede na tole ekstravaganco stanovanja si kar težko predstavljam, da ste dejansko samo z lastnimi idejami in po internetu vse takole lepo opremili. Ste kdaj razmišljali, da bi bili kakšen notranji opremljevalec? Ja, res je. Bil sem prijavljen na fakulteti za notranji dizajn, vendar zaradi tega, ker sem šel predčasno delati, se pol to ni uresničilo. Čeprav bi kdo drug hitro videl pomanjkljivosti majhnega prostora, je bil naš gostitelj ob nakupu osredotočen predvsem na njegove prednosti. Mihael, kaj je bila prva misel, ko ste stopili v tisto stanovanje prejšnjega videza? V tem stanovanju oziroma garsonjeri je bilo potrebno prenoviti čisto vse. Torej, odstraniti stene, kopalnico smo prestavili na drugo stran, na novo se položiti parket, knauf, izolacijo, elektriko, vodo. Ampak v čem ste sploh videli potencial? Kaj vas je prepričalo? Definitivno je bila to svetloba, ker v taki majhni garsonjeri, da sta dva okna, je kar redko. In pa en izziv, ker je toliko majhno stanovanje, da probaš čim več iz njega ven potegniti. Majhna kvadratura, ki jo je povečal z ogledali, za Mihaela ni pomenila pomanjkljivosti, ampak navdih. Čeprav pravi, da bi lahko iz prostora potegnil še več, se recimo ni hotel odločiti za zložljivo posteljo. Nasprotno, postelja je postala kraljevski element, ki zaznamuje prostor. Vodilna nit stanovanja je zlata barva, ki se pojavlja v njegovih različnih elementih. Poleg lestenca, zlatega lista ali nočne svetilke so v tej barvi tudi korita v kuhinji in kopalnici. Sijoči zlati poudarki pripomorejo k prefinjenemu vzdušju, medtem ko barvna paleta poskrbi za odmerek elegance, hkrati pa učinkuje pomirjajoče. Kako ste razmišljali pri izbiri barvnih odtenkov? Vedel sem, da mora biti nekako merjeno, ne preveč različnih barvnih odtenkov. Tla rjava sem pustil kot neka tradicionalna, glede na to, da je hiša zgrajena leta 1800, je mogel nekaj, da vsaj zgleda res tako staro. Pol recimo modra barva, sem razmišljal o zeleni ali modri barvi. Ko sem se sprehajal po Monaku, sem opazil to modro zofo,
svojo punco in sva se odločila, da bo kar to modra barva, ki bo prevladovala. In tale modra barva je tudi najljubša barva moje punce. A ste v glavnem vi imeli glavno besedo pri opremljanju tega stanovanja ali je vseeno ona lahko kaj sugerirala? Vprašal sem jo za predloge, vendar je bila odločitev še vseeno moja. Kopalnico so ob prenovi prestavili. Svoj prostor je našla ob vhodu v stanovanje. V njej se je precej izrazila lastnikova ustvarjalnost. Na kopalniškem pultu z zlatim umivalnikom, ki je narejen po meri, so enake ploščice kot na tleh. Ob stekleni steni je zavesa, ki se lahko zagrne ali za več svetlobe odgrne. Terasa, ki si jo lastnik deli z drugimi stanovalci, spominja na zimzelene verze o odhodu na malo teraso nad širno Ljubljano. Ja, veliko časa se tudi zadržujem na terasi, kadar je sončen dan, poletne noči so lepe, mirno je in se lahko res počiješ. Zdaj mi pa nekaj po pravici povejte, glede na to, da delate v tujini. A imate sploh dovolj časa izkoristiti tole svojo slovensko čudovito rezidenco? Ja, res je dosti malo časa. Je kakšnih 5 dni na mesec, kjer lahko preživim v tem prostoru, ampak je vredno vsakega dneva.